imaš COVID, ne zbira, če si bogat, če si reven, če si naredil v življenju vse, če nisi v življenju naredil nič, ne zbira po letih. Lahko se okužiš, pač kakorkoli bereš vsak dan komentarje, takšne in drugačne. Vsak ima itak svoje mišljenje, zaradi tega, ker ljudje si pač nismo iste. Ampak pač moramo se zavedati, čeprav ima vsak v glavi ustvarjeno svoje mnenje, neko svojo teorijo zarote, po narekovaj, moramo se zavedati, da virus je in je med nami in bo med nami in zaradi tega se pač moramo vsaj držati nekih ukrepov, dokler se pač situacija ne izboljša. In če se pač ne bomo držali ukrepov oziroma se ne bomo pač rokovali pravilno, z maskami ne bomo upoštevali higiene rok, kar je najmanj, da si pač ti po neki zadevi umiješ roke. Virus je med nami in pač lahko ga ti povezuješ z ne vem kako teorijo zaroto, lahko pride k tebi, lahko pride k tvojim domačim, lahko pride k nekemu kolegu, pa nikoli ne veš, ne? Enostavno ne veš. Nekako me je vse skupaj dogajanje iz prvega vala, pa zdaj v prvem valu drugače nisem pomagala, ampak me je vseeno nekaj nagovarjalo, daj Kristina, probaj neka nova izkušnja bo, nekaj se boš naučila, boš videla neko drugo perspektivo in sem pač rekla, šla bom in sem šla in nisem razmišljala v tistem, pač kaj mi bo to prineslo, kaj bom s tem spoznala, nisem razmišljala o negativnih plateh, o pozitivnih plateh, ampak sem imela samo tisto, tu se gre za paciente, gre se za pomanjkanje kadra, gre se za krpanje nekih lukenj, imam neko znanje. Sem samo prakso upravljala, ampak definitivno se to razlikuje od neke prakse, ne? Ko prideš ti na prakso, si izpostavljen pač študent, se učiš, imaš mentorja, delaš vse pod njegovim nadzorom, vse je tu isto, ne? Ampak je vseeno mogoče malenkost bolj samostojno, samoiniciativno. Torej, začnemo bistveno, si razkužimo roke, oblečemo skafander, maska, očala, kapa itd. Se definitivno opremimo za odhod v sobo. Pred tem si mi moramo splanirati in organizirati popolnoma vsako stvar. Ko si ti enkrat v sobi, ti z nje pač ne moreš. Mi pa imamo tu vse pregrajeno, sami smo zaščiteni, enostavno pač za voljo sebe, drugih pač ne greš ven, ne primaš vse okrog, ne. Medicinske sestre smo, to pomeni, da smo empatična, čustvena bitja, itak da boš ti šel nekomu nekaj dati, pa če boš se oblekel za 5 minut, pa boš pač se bo z tistih 5 minut razvila 1 ura, ampak ko boš ti prišel ven, boš vedel, to pa to se naredil, to pa to so rabile. Oni ti bodo rekli hvala in to bo highlight tvojega dneva, da so ti oni rekli, joj sestra, hvala, to pa mi je zdaj toliko pomenilo. In to je tisto, kar pač na koncu dneva nekako najbolj šteje, ne. Mi strmimo samo k eni zadeve, k pacientu. Delamo za dobro pacienta. Ne delimo se na diplomirane medicinske sestre, bolničarje, negovalce, srednje, vsi smo eno. Tu je zdaj bistveno tista moč skupnega dela tima, ne. To pomeni, da grem v sobe in se priključim delu medicinske sestre oziroma diplomirane medicinske sestre. Torej, moje naloge so od začetka, če gremo dopoldanska nega, torej jutranja nega, pol pa deljenje terapije, ne. Definitivno pa še pol to za sabo potegne nek pogovor, neko psihofizično pomoč samo, neko emocionalno, čustveno podporo pacienta, ne. To ni samo neko razdeljevanje terapije, hranjenje in to terja tudi davek na tebi nek, ne. Ti vseeno si na koncu dneva izčrpan, pa tudi če mogoče fizično toliko ne delaš, vseeno ti nudiš pacientu neko psihično podporo. Je tisti strah, čeprav se ti zaščitiš, čeprav ti delaš po standardih, po protokolu, ki jih imaš v bolnišnico,
Torej, konstantna higiena, konstantno umivanje. In pač ne morem zdaj trenutno nič razen tega. Pač, če si ne bom umila rok, bom slej ko prej dobila verjetno okužbo. Če se bo nekdo čutil poklicanega k zadeve, ne bo razmišljal, bo pristopil in bo to, ne. Glej, bo težko. Prvi teden, mogoče celo 2, ko se boš ti uvajal v neki tim, boš malo izgubljen. Ampak ko se boš ti naučil enega sistema, ko boš ti malo pač tim spoznal, bo takoj ena druga zadeva, ena druga miselnost. Na koncu vsega pa, ko pač potegneš črto, karkoli se zgodi, pa je tudi ful neprijetnih izkušenj. Jaz zdaj tu mogoče to tako veselo razlagam, pač zaradi tega, ker sem se jaz se pravim, če bi še 10-krat se rodila, bi bila še 10-krat medicinska sestra, pa še 10-krat bi šla na COVID delat, če je potrebno. Ampak prinese ti neko tisto, kljub vsemu, kar vidiš, kar daš skozi, vidiš slabe, dobre stvari, ampak na koncu dneva si tak, nekomu sem pomagal.